Pa še eno zanimivo zgodbo si mi nekoč pripovedoval o slonu. Aha, to je bila pa tudi, ja, eno tako lepo hecno srečanje z puščavniki. Bilo pa spet s Kumbamele zgodba, ko sem se pa zvečer vračal domov, pač smo se veselili, pozno po noči je bilo. In sem tako šel kar počez tam čez tabor teh puščavnikov, vse je že spal, totalna tišina je bila mirna. In sredi teme pa zagledam pa ogromnega slona, ne. Slon je bil, lep komad, ne. In se mi je tako magično zdel ti slon, sem rekel, to ni mogoče, jaz bom kar čist potihem, bom prišel za njim, tako in se ga bom čist tako narahal tam nad repkom gor, sem mislil, se ga malo dotakniti, čist tako sveti, pa še malo si čev prislon, tako je tazga, ne. V glavnem, jaz se tam priplazim do slona, ki me jasno ni opazil in videl, ne, in sem ga dotaknil do repa, ne, to je zažval najhujše. V glavnem, slon je ponoril, skočil v luft, zatrobil. In jasno, oni so se vsi zbudili, puščavniki, planili v luft in rjovenje totalno, valjda, jaz sem zaštekel, da jaz sem ga pa totalno nekaj psral, ne, to je pa sranje. In jo vžgem, nisem sem tekel kot norc, ne, ampak oni pa trenirani pa za mano in seveda so me dobili, ujeli, zgrabili, prav surovi so bili. In me vlekli kaj do šefa, ta glavnega slonjevodja, ne. In kva je bil šele besen, to je bil pa en tak mehen škrat, čiščaren je bil. Mečkan jezen pa kak hudič, ne. Mislim, to je bil toliko jezen, to je kar rjovo in tako je kar po pol metra je v luft skakal od samega besa in tako in vihtel tisto železno štango, ne. In mene tam sunajo dol, me vržejo kaj pred njega in tam se jaz tam počini sem rekel, a bi sedel, a bi klečil, ali kva bi, ne. Sam da me nama prebil, ne. In tako vem, oni so mečkam se vse skupaj pomirili, ne, že sem mislil, se je to lepo dobro, ne. Ampak čim je pa on name pogledal, se je spomnil spet name, pa zarjavil že spet, pa spet v luft, pa spet preklinjanje in tulejne, ne. In sem potem, jaz si to mislil, mater, tole je drek, ne, tole bom jaz zdaj. Sem rekel, najbrž bi hotel kakšno rupijo od mene, ne, seveda pa tak cirkus tle zganja, ne, veš, in sicer potegnem jaz šop denarja iz žepa in ga tako spoštljivo tam probam prisloniti temu puščavniku pred noge, ne, in on zagleda ti denar, ne, in to ga je šele v bes spravil, ne. Zgrab ti šop denarja, pa to je moj zadnji denar pismo, in mi ga vrže nazaj, ne, mislim, jaz sem ga takoj ujel, hitro nazaj v žep spravil, ne. In spet ni bilo nič, ne, in pa so se tako mečkam pomirili za hip, ne, sem rekel, zdaj bom pa jaz prilika je, ne, tako sem v fototorbo zraven sebe, ne, sem rekel, zdaj pa zagrabil torbo in jo ucvrl, preden se bo karkoli, mislim, kdorkoli zavedel, ne, in res to naredim, zagrabim torbo, jo užgem, ne. Ja, oni hitri tako, mislim, so vedeli, kva imam načrtu. Planili za mano in spet smo tekli, ne. Doma totalno, jaz sem kar nekam naslepo tekel. In tulu mantre, ono Jai Ganesha sem verjavil, veš, Jai Ganesha, skozi sem si mislil, ma kaj ta slon, pa to je slonje, pripada naravi, mislim, kva je zdaj tle lastniki. Ganesh je indijski bog s podobo slona, ne? Bog slon, ja. Seveda, to sem malo čutil, da jih bo to mečkam bremza, ne. V glavnem se mi je pa trapa zdel, ne, puščavniki, ki nič nimajo, ne, tako rekoč brez materialne posesti se zdaj tlele zaradi enega slona tak cirkus ganja, ne. No, in tečem in kar naenkrat pismo se pa iz teme pa pokaže pa slon, ne, in točno je proti meni stal, ne. In sem samo zamižal, roke na hrbet sem dal in sem položil čelo na rivc od slona in sem še kar naprej malo ponavljal Jai Ganesha. In dejansko slon me je pa tako uvil z rivcem, okoli celega telesa, veš, in me je tako svingnil, tako lepo nežno me je svingnil, ne. In se jaz tako vzrl in oni so nekaj vkopani stali, niko ni je pisno. Tako, res, in se je še rekel, Jai Ganesha, počasi sem odšel, pa nič več tekel, ne. Takole dobro je ta. Ampak kaj pa sploh počel ta slon tam? Njihov je bil, ne, torej to je bil slon, je pač na Kumbameli ponavadi so sloni, te veliki papeži, so slone jahali, ne, ko so bili v procesiji. Res so slone prepovedali. A to pa eden od puščavnikov je bil pa lastnik tega slona? Example. Ja, zdaj seveda, torej so tudi, vse te puščavniki so zanimivi, ne, ker v bistvu kot da nič nimajo, ampak potem eni imajo pa zelo veliko, ne. Predvsej bogati, sicer prav imajo idejo, da je pač, da imajo luknjo v žepu, ne, se pravi, oni, to gre pol za druge, ne, so oni kot neki transformatorji, ne. Neverjetna zgodba. Nič, Smiljan, ponovno se ti zahvaljujem za tele tvoje
zgodbe, pripovedovanja. Če se bova pa dogovorila za ogled tistih tvojih videoposnetkov, se bova pa tudi še slišala po telefonu, pa jih bova tudi pokazala. Ne? Torej, hvala še enkrat za obisk. No in hvala tudi vsem gledalcev, ki so preživeli tale večer z nama. Vabljeni tudi naslednji teden. Če pa niste gledali začetka tele oddaje, lahko pogledate pa še ponovitev. Torej, do prihodnjice lepo imejte.